Spoštovane gledalke in gledalci, danes mi je posebna čast, namreč ostali bomo doma. Moj današnji sogovornik je direktor Parka vojaške zgodovine, magister Janko Boštjančič. Janko, hvala lepa, da si pristal na pogovor. Jaz priznam, da te ne bom hudo mučil, ampak poskusva biti pravzaprav tako, da kaj poveva tudi tem, ki bodo gledali to uro obrambe. Seveda smo spet v sobi enigme, in poskušamo pravzaprav, zadnjič sem citiral, pravzaprav sem te citiral, ki si rekel, da nikoli ne bomo razkrili enigme do konca. No, ampak mi smo morda Slovenci tako redko govorimo o vojski, razen tisti, ki smo služili vojsko, če se dobimo v bifeju, potem smo pravzaprav vsi polni zgodb iz tiste vojaščine, ali pa mi, ki smo bili pravzaprav v tem osamosvojitvenem delu, ampak ta je bil kratek, da bi imeli, bi rekel, bogato zgodovino, ampak smo zato vseeno ponosni na nje. Ampak mi živimo vendarle na ozemlju, kjer so bile mnoge znane bitke, kot da so šle velike armade, zdaj ali so samo šle, ali so kaj pustile, to ne vem zdaj. Imamo tudi pomembne vojskovodje. Moj prijatelj iz Kamnika je raziskoval na Dunaju, koliko Slovencev je bilo pravzaprav pomembnih častnikov v Avstro-Ogrski vojski. Park vojaške zgodovine ima morda namen zaobjeti vsa ta obdobja. Zame, jaz vedno nekaj začnem pri kmečkih puntih, pridem do druge svetovne vojne in partizanskega odporniškega gibanja in seveda potem do osamosvojitve, ki je zame pravzaprav res na nek način model, kako bi morali tudi vnaprej razvijati odpornost in obrambo, se pravi civilno obrambo, vojaško obrambo in civilno zaščito. Zato se mi zdi od nekdaj ta muzej izjemno pomembno orodje za to, da to. Ali boste torej pokrili vse to? Ja, zdaj, najprej hvala za povabilo, mogoče mi je bilo malo nerodno tako nastopati v svoji hiši, v oddaji, v kateri smo na nek način soorganizatorji, ampak če gremo na vsebino, Slovenci posedujemo z vojaško-strateškega gledišča eno najpomembnejših območij v Evropi. To pogosto pozabljamo. Zaradi tega tukaj čez naše ozemlje so se skozi celo zgodovino, to je res od pradavnine, premikale vojske, selila ljudstva, in to se odraža v eni bogati dediščini. Zato tudi muzej na nek način nosi to sporočilo. Ampak sporočilo pa tudi v tem, da nas zgodovina ni puščala pri strani. Z tega vidika, kot je območje zelo v Sloveniji primerno za gospodarske dejavnosti, ponuja en kup priložnosti v logistiki, v transportu in tako naprej, je z varnostnega vidika problematično. Ker nas zgodovina, dogajanje nas ne bo puščalo pri strani. Tega se moramo zavedati in to je eno od sporočil tega muzeja. Zdaj, ta bogata vojaško-zgodovinska dediščina gre pa res od pradavnine, od bronaste železne dobe naprej. Tako da gremo bistveno nazaj od kmečkih uporov in nismo brez ambicije. Postaviti enkrat eno resno vojaško zgodovinsko zbirko, ki prikazuje. Zdaj mogoče prikazujemo neke slike, neke kamenčke, kamne, enega mozaika, ki je pa zelo bogat, zelo širok, in torej daleč nazaj še od kmečkih puntov, predvsem železna doba, z vsemi temi gradišči, pušča tukaj eno sled, ki je ne smemo zanemarjati, ker res govori o strateškosti tega območja, ki je predstavljal ta prehod iz celinske Evrope v Mediteran, iz Podonavja v Italijo. In to je tudi na nek način zgodba iz parka vojaške zgodovine. Ja, ker namreč to ozemlje je tudi danes pomembno za vsaj eno velesilo, ki se pravzaprav vidi kot najhitrejšo pot v Srednjo Evropo, za karkoli. Brez dvoma. Mi se moramo sprijazniti s tem, da nismo, Švica, ki jo
krožena tam med hribi in se je, tudi zgodovina kaže, da se je da izogniti, mogoče ne nekje Skandinavija tam na koncu, ampak to vozlišče teh prometnih poti tukaj v Evropi je preveč pomembno, da bi se nasploh nadaljne napetosti izognile. Je pa zanimivo, da se imenuje park vojaške zgodovine, ne muzej vojaške zgodovine in da je pravzaprav ima status pooblaščenega muzeja. Kaj zdaj to pravzaprav pomeni? Park, poimenovanje Park vojaške zgodovine je ena strateška odločitev že takrat iz začetkov tega projekta. Precej smo premlevali, kakšno ime izbrati za to zadevo. In moram reči, da sem vesel, ponosen, da smo takrat izbrali za dosti široko ime, tudi zavedajoč se, da imamo v zadnji še 35 hektarjev zemljišč nekdanjega pehotnega poligona z bogato arheološko dediščino, ki kliče po nekem arheološkem parku, pa tudi cela zasnova parka, tudi s tem voznim delom, zbirke, tudi z temi ponazoritvenimi aktivnosti in tem, kar smo imeli tukaj in uprizarjali, smo si želeli z samim imenom odpreti nekoliko širšo perspektivo. Hvala lepa za razlago, veste. Vsakič sem se vprašal, pa vsakič sem moral ponavljati, da grem v park. Namreč, če gremo takole pogledamo, od tukaj imamo seveda park vojaške zgodovine, potem imamo v Kobaridu znameniti muzej Prve svetovne vojne, potem imamo v Ljubljani muzej novejše zgodovine, potem nekaj let smo se ukvarjali tudi, nekdo je hotel pravzaprav imeti posebej muzej osamosvojitve. Vi imate odlično zbirko, če kdo hoče kaj vedeti, kaj je bilo, gre tja in pogleda in ima vse bistvene podatke. Ali ste si med seboj konkurenti ali sodelujete? Ne, nismo konkurenti, področje je tako široko, da je dela za vse več kot dovolj. Tako da delamo intenzivno na sodelovanju, zdaj na kakšni stvari gre boljše, na kakšnem projektu, na katerem malo bolj počasi, ampak brez dvoma je dela za vse zadosti, tako da bolj vidim možnost v nekem sodelovanju in še zdaleč ne gledam kot na konkurenco. Tudi jaz mislim, da je priložnosti za to povezovanje, tudi pri privabljanju obiskovalcev iz tujine, ker moramo vedeti, da ali pa tudi tukaj v parku, dosti je teh naključnih obiskovalcev, ki gredo na poti na morje in se ustavijo, če govorimo o tujcih, ampak je en specializiran krog obiskovalcev, ki pa pride v park vojaške zgodovine, v Slovenijo zaradi parka vojaške zgodovine in mora biti še zaradi kakšnega muzeja povezanega z vojaško zgodovino. In tukaj z nekim organiziranim pristopom na tujih trgih, jaz mislim, da je priložnost še nekaj narediti. Tako za nas kot muzeje, kot za slovenski turizem. Ja, se pravi, to je neka niša, ki ni bila do zdaj uporabljena in zarabljena. Tako. Dobro, jaz sem potem pravzaprav premišljeval nekoč, imel idejo, ki ne bo nikoli ustvarjena, ampak ideje še vedno ni. Se pravi, da bi se pravzaprav na nek način povezalo, park vojaške zgodovine, Škocjanske jame, Postojnske jame, Predjamski grad, Lipica in potem gremo dalje, pridemo se do Kobarida in seveda vključimo noter vsa ta zgodovinska obdobja, o katerih sva samo na hitro povedala, da so bila pomembna tudi iz vojaškega stališča in iz tega naredimo pravzaprav neko, bi rekel, posebno slovensko zgodbo. Je ta gostota teh naravne dediščine in te kulturne dediščine tukaj je res velikanska, širom cele Slovenije. Ampak tukaj se res stvari zgostijo, ker mi recimo, koliko 10 kilometrov je Postojnska jama, 20-25 še Škocjanske jame, Lipica, Predjamski grad. To je res te glavne točke slovenskega turizma in mislim, da je priložnosti v povezovanju veliko. Zdaj mi imamo nek močno povezovanje s Škocjanskimi jamami in Lipico v obliki trija kraških znamenitosti, ki zdaj že vrsto let dobro funkcionira, ampak priložnosti za nadaljne sodelovanje, tudi oblikovanje res nekih skupnih produktov, je pa še neskončno. Morda se spomniš, enkrat smo imeli obisk tukaj iz Ministrstva za obrambo in je kolega
Roman Kolar imel zanimivo idejo. Je rekel, zakaj pa se ne bi lotili pravzaprav zbirke sodobnega vojskovanja, da bi pravzaprav to. In če pogledava, kaj se danes dogaja v Evropi, po svetu in tako dalje, je pravzaprav potem vse večja, ne? Da bi tisti, ki pridejo, recimo, prišli in pogledali, bi pravzaprav prišli iz preteklosti tudi v sedanjost in morda pogledali tudi v prihodnost, če govorimo seveda o avtonomnem orožju, umetni inteligenci in tako dalje. Ampak za to je potrebno denar. Ja, zdaj, predvsem je potrebno spoznanje, da je tudi ta sodobna orožja, ne, da so v bistvu dediščina, ne, da je vse, kar se uporablja, kar nastaja, da je tudi dediščina. Ne. In zelo smo veseli, ko nam je pred dobrega pol leta podjetje C-Astral, ne, iz naše sosedje z Vipavske doline, ker so nam podarili enega prvih slovenskih dronov, ne, Belin, ki je bil prvi dron, ki ga je slovenska vojska uporabila, ne, in smo ga s ponosom razstavili. Tudi, ne, da spomnimo na to, no, da tudi ne, vsa ta sodobna tehnika, vse, kar se uporablja danes na bojiščih, ne, predstavlja dediščino. Ampak ob vsem tem dogajanju, ne, z vojnami, ne, tukaj v soseščini in širše, se mi zdi pa tudi pomembno to spoznanje, no, ta zamik mogoče fokusa vojaških muzejev, ne, pomembna je tehnika, ampak tudi opozarjanje na grozote vojne. Ne. To se mi zdi izjemno pomembno, no, in vsaj v parku vojaške zgodovine smo naredili nekakšen tudi zamik tega fokusa, ne, in pripravili več razstav, ne. Zdaj opozarjam predvsem na to fotografsko razstavo Edija van Vesla, tega svetovno znanega nizozemskega fotografa, ki je bil v Ukrajini, preživel dolge mesece, res odličen fotograf in naredil eno pretresljivo razstavo in res sem vesel, no, da smo jo pri nas postavili in z njo gostili Edija van Vesla, no, z enim izjemnim pričevanjem. Pa tudi druge razstave na temo prve svetovne vojne, na temo holokausta in tako naprej, res z opozorilom na kaj vojna prinese. Ampak ali so te razstave takšne, da bi lahko potovali po Sloveniji, da bi lahko gostovali drugod? Ja, načeloma ja. Dobro, mi smo kakšno razstavo, recimo o holokaustu in tako naprej tudi gostili, ne, ker je pripravila sinagoga iz Maribora, ampak recimo ta razstava od Edija van Vesla mi je pa žal, da pa ni bilo nekako interesa, nekega dogovora, da bi šla naprej, ne, ker je bila res tudi precej velika investicija, ne, na zadnje, ne, in pa res pretresljiva razstava. Se strinjam, ker fotograf je meni pokazal, torej v tisti šoli, ne, kjer ni našel nobenega dokaza, da bi karkoli za vojsko ostalo tam, vsaj gumb. Ne. Ja, je bil res očitno napad na čist popolnoma civilen objekt, neupravičen po nobeni, ne, nobeni konvenciji, po enem pravu. Ne. Tako. Ampak se danes nobeno pravo pravzaprav ne šteje prav dosti. Žal ne. To smo že govorili tudi z enim od prejšnjih gostov. Ne. Ampak pravzaprav v Sloveniji ni neke inštitucije, ki bi se neprekinjeno ukvarjala z raziskovanjem vojaške preteklosti, sedanjosti in seveda tudi prihodnosti. Se ne moramo razmišljati o prihodnosti, ne da bi poznali preteklost in sedanjost. Vsakdo ima nekaj svojega, malo svojega, ne. Pa pravzaprav spet bi rekel, jaz si zelo vedno želim, da bi imel neko enciklopedijo. Ne vem, morda sem nekako zamudil čas, ko so pravzaprav prišli vsi na te kratka sporočila. Ampak me pa zanima, a je v okolici, recimo, ne vem, radius 500 kilometrov, kak podoben park ali muzej? Ne, v tej zasnovi ne, dejansko ne. Imamo recimo, ne vem, arzenal na Dunaju s krasnimi zbirkami, tudi zanimivimi razstavami, ampak recimo, kar se velikih eksponatov tiče, tankov, topov, drugega tega orožja, vozil, jih daleč prekašamo, ne.
Tako da, recimo v Beogradu, Kalemegdan, ne, tudi imenitna zbirka, ampak utesnjena v tisti utrdbeni objekt in tako naprej. Tako da ne, v radiusu 500 km ne. Je pa potem ob francoski obali, seveda zaradi dneva D in tega dogajanja, so imenitne zbirke, imenitni muzeji, pa tudi na Češkem in tako so zbirke, ki zbujajo zavidanje. Ja. Ampak kar je zanimivo pri eksponatih, ne, ko greš, prebereš njihovo zgodbo, ne, pravi, vidiš, da je za tem tudi so človeške usode. Se mi zdi, da je to pravzaprav pomembno. Vsak od teh eksponatov pripoveduje svojo zgodbo. Bom spet rekel, enigma, ko smo tukaj, ne, ampak so še drugi eksponati, ki imajo tudi podmornica, da ne bom govoril samo o velikih, tudi o manjših. Ne vedno najdeš pravzaprav neko zgodovino. Zato je pomembno to zapisati, da imamo predstavo, ne, da so to uporabljali živi ljudje, ki so bili potem tudi mnogi mrtvi. Ključen del muzejskega dela se mi zdi prav to, no, najti zgodbo, najti usodo ljudi, ki so delovali na tanko vozilu, na kakšnem drugem, ali pa tisto puško, no, najti zgodbo, ki jo nosi ta eksponat. Ne. Zdaj, koliko smo uspešni pri tem, trudimo se, ne, in po najboljših močeh, zahteva čas, zahteva denar, no, ampak recimo pogost odziv, posebej pri recimo ženskah, ne, ki večkrat pridejo z nekim odporom sem v muzej, ne, je prav to, no, mislili smo, da bomo gledali samo železje, ne, na nek način smo imeli odpor, nismo želeli iti v park, ne, je bilo to bolj pač nuja, ker je bilo to v izletu ali pa neka usluga možu, da grem z njim, ne, ampak na koncu zadovoljne, ne. Zgodbe so tiste, ki naredijo zadevo privlačno, ki nekako poosebijo, no, tudi neko surovo železje. To je velik dosežek, pravzaprav neke muzejske zbirke in tako dalje. Mene je recimo v zadnjem času, poleg obiska parka na vojaške zgodovine, me fascinirala tudi seveda razstava v Ljubljani, v Mestnem muzeju, ne, o žici okoli Ljubljane. In ko sem pred kakima 2 letoma svojim prijateljem v Ameriki razlagal, sem rekel, v Evropi v drugi svetovni vojni je bilo mesto, okoli katerega je bilo 33 km bodeče žice in so rekli, ne, to ni mogoče, tega ni. In potem sem jim poslal to angleško verzijo, je rekel to moram pa takoj svojim študentom pokazati. Se pravi, je nekaj, kar seveda lahko pokažemo, predstavimo, niso samo znane stvari, ampak te, in meni je bil jaz sem pač živel tudi pri sorodnici, ki je bila del OF gibanja v Ljubljani in sem potem poznal 1000 teh zgodb. Ne. Ampak meni je bilo vedno pravzaprav fascinantno, kako ljudje v stiski najdemo rešitve in to kakšne zelo duhovite rešitve. Ne. Tako kot tudi sedaj recimo kolegica, ki je obrambna atašejka v Kijevu, pripoveduje, kako Ukrajinci iz dneva v dan najdevajo nove tehnološke, tehnične in druge rešitve, s katerimi se seveda branijo. Ne. Mi se hvalimo, koliko orožja pa vseh tega, ampak to seveda, če imaš na drugi strani rusko vojsko, ne zadošča. Ne. In pak zadošča pa v mnogih primerih, če razvijaš svoje ideje naprej. Ja, vojna res budi neko inovativnost, ne. Sploh vse kritične situacije, ne, človeku zbudijo, ne, neko inovativnost, neko energijo, ki je drugače mogoče nekje spi. Ne. Kup seveda iznajdb je zato vezan na same vojne, na vojno dogajanje, ne, in tudi sedaj. No. Pa ne, da bi se želela midva vojno. Ne, nikakor ne, ampak ugotavljava, kaj se dogaja. Ne. Mislim, da je prišlo do nekega premika, če jaz tako gledam na to. Prej so recimo za vojaške namene izumljali stvari, ki so potem počasi prešle tudi v civilno sfero. Zdaj pa, odkar imamo recimo Starlink, če pogledamo, ne? Starlink je civilna zadeva, ne? Ki pravzaprav izjemno služi Ukrajincem pri detektiranju nasprotnika in seveda pri obrambi države. Ampak
zdaj mi nekaj drugega. Vi imate tudi ogromne eksponate, ki jih je bilo treba pripeljati s posebnimi transportnimi. Se pravi, vaše delo je bistveno težje kot numizmatik. Numizmatik da to v žep in gre. Vi pa tega ne morete dati v žep. Ja, ti XXL eksponati, kot jim pravimo, so neka posebnost parka vojaške zgodovine. In moram reči, da nas je ti transporti, teh XXL eksponatov so nas mogoče tudi oblikovali kot tim, ker to so neki skrajno naporne, logistično zahtevne operacije, ki zahtevajo velike organizacijske priprave in resne akcije. Tako da od podmornice iz Črne gore, nemške vojaške lokomotive, avionov, tankov, vsega, kar smo vozili, od vse povsod, in so na nek način oblikovali in pomembno prispevali k prepoznavnosti parka. Posebej ponosen sem na transport policijskega čolna. Leta 2021, bilo je namreč koronsko leto, ko je prišla pobuda z Ministrstva za notranje zadeve, da prevzamemo čoln, ga s tem rešimo, da ne gre v razrez, uničenje. Namreč čoln je bil, kakorkoli smo računali, na kamionu visok 7 metrov, to pomeni, da ne morete na avtocesto, ki požre sam 4,5 metra višino tovora, in zaradi tega je bilo treba najti pot po lokalnih, regionalnih cestah. Druga stvar, pa pri tem preč tenkrat avtocesto, izklopiti 2 mednarodna daljnovoda, umakniti več kot 100 kablov elektrike, telefonije, optike, izsekati profil ceste, ker bi marsikje zaraščen. Ampak še večji izziv je bil potem, da je bilo to koronsko leto, ko smo bili mi zelo suhi, brez denarja. Vsega skupaj bi lahko takrat koncem leta namenili mogoče par tisoč evrov za en tak projekt. Tukaj pa je kalkulacija kazala, da gremo krepko čez 100 000. In takrat smo se lotili ene take drzne akcije, torej nagovoriti vse akterje in jih prepričati v to, da gre za nacionalno pomemben projekt. Nazvali smo ga takrat, ime smo mu dali Argo 2, to je v spomin na argonaute, ki so po tej isti trasi samo oni so menda razstavili. Menda razstavili, pa v kontrasmeri smo šli, ampak ta Argo 2, je tako kot je ladja Argo, je boginja Atena potegnila med zvezde in tam pričuje o njihovem junaštvu, bo tudi Argo 2, nadaljnjih desetletja pričeval o nekem junaštvu, neki pripravljenosti vseh teh varovanju nacionalnega morja. Ja, tudi. In tako da smo res veseli, ponosni, da smo uspeli, da se je najdla ta energija med vsemi temi akterji, da so rekli, bomo zdraven. In so bodisi popolnoma brezplačno, bodisi za neko simbolično plačilo nekih stroškov vstopili v ta posel. In da smo takrat, to je bilo 21. november leta 2021, spravili policijski čoln sem v Pivko. Ampak ste naredili eno pomembno vajo. Jaz sem nekaj časa se ukvarjal z vojaško mobilnostjo, in mi ste naredili vajo z vojaške mobilnosti. Kako torej nekaj, kar je sicer nemogoče premakniti po običajnih logističnih smerih, ste pripeljali do sem. Ja, morda še ena anekdota s tem v zvezi, ker takrat, mislim, da je bilo, ki je bila arbitraža v igri, je bilo v Slobodni Dalmaciji en članek v zvezi z vojaško pripravljenostjo mornaric obeh držav, kaj če bi se nekaj zgodilo. In tam je bilo tudi na zaključku, je bila analiza, Slovenci imajo pač ladjo Triglav, Kekec, jo tako malo zbadljivo imenuje Hrvatije, ampak pa je bilo tudi, pa imajo Slovenci podmornico, sad je stacionirana v Pivki, ali za sad vremena može biti v Piranskem zaljevu. Tako se je končal ta članek. Ja, dobro, jaz upam, da ne bo nikoli treba sploviti, podmornice ne ostane tukaj. Zdaj pa malo bi pogledala v prihodnost. Kje vidiš prihodnost parka vojaške zgodovine? Verjetno imate neko strategijo, vsi imamo strategije, mi imamo toliko strategij, da ne vem, če ima še kdo toliko strategij na tem svetu kot mi, ampak ok.
No, mi beko, jih nimamo, ne vem koliko, no, ampak vemo pa, kaj bi radi. Ne. Torej, krvavo bi potrebovali še en paviljon. Ne. Torej, teh vozil, ker tukaj moramo omeniti tudi zelo uspešne menjave, ki jih je Vojaški muzej Slovenske vojske izvedel širom Evrope in s tem pridobil nove eksponate, obogatil, ki bi jih bilo nujno predstaviti. Ampak edini pravi, racionalen in tudi res z odnosom do dediščine, način predstavljanja muzejskih eksponatov je v zaprtem prostoru pod streho. Vse, kar imamo zunaj, vidimo, da je problem. Z leta v leto vse večji. Tako da nov paviljon bi odprl povsem nove možnosti za park vojaške zgodovine. Imamo tudi že dovoljenja, imamo načrte, čaka se nek primeren kohezijski projekt, pa tudi neko jasno podporo strani politike. Zdaj bi pravzaprav čestital občini. Ta muzej je v veliki meri občinski proračun. Ne toliko občinski proračun, kot občinska namera, korajža, neka jasna odločitev, da se gre v to. Bolj kot občinski proračun je uspešen primer koriščenja evropskih sredstev. To je eden boljših primerov v Sloveniji, to nam pač tudi kohezijske službe priznavajo, ker zgodba parka se dogaja v Pivki, kot majhni občini, podeželske občini s 6000 prebivalci, s kopico razvojnih problemov, pa vseeno uspelo en tak drzen projekt vzpostaviti največji muzejski kompleks v državi, predvsem s koriščenjem evropskih sredstev. In ta sposobnost občine, da je res verjela v to. Ker zadeva izhaja pa iz tega, da je tukaj takrat Slovenska vojska tega kompleksa nikoli ni vselila kot vojašnice, uporabljala ga je zgolj kot poligon. In tukaj ob robu Pivke je ta kompleks propadal. In to je bilo za takrat mlado, zagnano občino Pivka neznosno breme. In vedno, če bi bilo to zadnji za hribom, bi si preprosto zatisnili oči, ampak na preveč pomembni, važni, opazni lokaciji je bilo in se je bilo tega preprosto lotiti. In tako je nastal park vojaške zgodovine, ki je zdaj en boljših primerov, tudi civilno-vojaškega sodelovanja, ker je nastal v nekem partnerstvu z Ministrstvom za obrambo, med Ministrstvom za obrambo in lokalnim skupnostjo, na tej strani v tem strokovnem smislu Vojaški muzej Slovenske vojske. Tako da je z tega vidika res in zanimiv primer. In večkrat prihajajo tudi delegacije iz Hrvaške, drugih teh ex-jugoslovanskih držav na strokovne ekskurzije študirati kot primer, ker je tukaj Sloveniji uspelo, drugim pa nobenemu. Nobenemu ni uspelo v bivših državah. Ne, pa ima podobno dediščino, ali pa celo še bogatejšo, ker tam na kakšnih hrvaških forumih, pa se upravičujem, bom spet hrvaščino uporabil, doskrat kakšen zapis, pa vidi Slovence, šta so napravili, 10 dana ratovali, pa tako v muzej, mi smo 5 godina, pa ništa. Ja, ne vem, tukaj so verjetno veliko razlogov, ampak pozabil sem pravzaprav vprašati, pa bom zdaj. Kako vi pridobivate eksponate? Omenil si že vmes pravzaprav, da pomaga tudi Vojaški muzej, recimo pa razne menjave, ampak če ni dosti vojn, menjav ne more biti veliko najbrž. Menjav je nekaj še tistih arzenalov armat, ki so, in tukaj je Vojaški muzej res upravil eno pomembno delo. Zdaj, nekaj eksponatov je prišlo tudi kot donacije. Donacija takrat podmornice strani Črne gore, letala Vultur strani romunske vlade in tako naprej. Ampak ne smemo pa govoriti samo o teh velikih eksponatih. Ti so mogoče res prednja stran izložbe, ampak nekoliko ozadij. Predvsem pa v depojih je ogromno tudi arhivov, fotografij, dokumentov, drobnih predmetov, ki pa dnevno prihajajo v park vojaške zgodovine. Ker park je prepoznaven muzej, pojavlja se s svojimi razstavami, drugimi stvarmi, tudi v medijih.
ljudje začutijo kot nek pomemben kraj za shranjevanje dediščine. In moram reči, da se ta odnos boljšuje, ne? Da vse pogosteje stvari ne zmečejo na odpad ali pa zakurijo, ampak predajo muzeju. No? In zato smo jim neizmerno hvaležni, ne? Ker veste, ta nacionalna vojaška zgodovina ni samo zgodovina nekih vojskovodij in visokih častnikov in tako naprej, ampak je za zgodbe naših starih očetov, ne? Ne nazadnje nas, ki smo že nekaj dali skozi, ne? In vse tvoj nek mozaik, neke kamenčke v tem mozaiku. Že prej sem omenil, pravzaprav ima vsaj naša slovenska zgodovina dimenzijo civilne obrambe, vojaške obrambe. Tudi OJEF šteje med civilno obrambo in vse tisto, kar so v Ljubljani počeli zato, da so pravzaprav prevarali Italijane in to žico okoli mesta. Ne? Vse to je pravzaprav treba, ni samo vojska tista, ki je vredna, ampak so tudi seveda civilni del je vreden tega. In tudi ta razstava, ki jo imate spodaj na platoju, ne, o civilni zaščiti, je pravzaprav pomembna. Zato se mi zdi, da dejansko muzej ponuja izjemno priložnost za to, da na nek način združiš to skupaj in pokažeš tudi svetu, ker tega ne poznajo. Ne, tam, kjer imajo v glavnem poklicne vojske, pa kjer nimajo takšne zgodovine, kot jo imamo Slovenci na svojem teritoriju, jim je treba zelo natančno razložiti in pokazati, pravzaprav, kaj imamo v mislih, ko rečemo civilna obramba. Ko jaz sem civilna obramba Angležu, ima on drugo predstavo, kot jo imam pravzaprav jaz. Ne? Sam pa fotografske razstave o civilni zaščiti je res nastala na podlagi neke srčne potrebe po tem, da opozorimo na pomembno vlogo civilne zaščite, vseh služb, ki so tukaj združene ob vseh teh nesrečah, ki so se nam zgodile v zadnjih letih, poplave, požar na Krasu, še prej žled, ki je posebej našo regijo zelo zaznamoval, da nekako v spomin in opomin, pa tudi v zahvalo vsem tem možem, ženam, ki takrat, ko je najhujše, se obujejo škornje, oblečejo in gredo v... Ja, jaz mislim, da Slovenija ima čisti diamant, to so prostovoljci. In to je pravzaprav nekaj, kar je dejansko povezano z zgodovino, tega ne najdeš povsod po svetu. Ne? In v Los Angelesu so gasili bogatim, ki so plačali, pri nas gasijo vsakemu. To je razlika, to je pomembno, izjemno pomembna stvar, neka velika vrednost, ki jo imamo v Sloveniji, in upamo, da nam je bo uspelo ohraniti. Malo reklame bom naredil za dokumentarec o Enigmi. Namreč zelo, ne glede na to, pravzaprav, da sem prebral o njej, da se srečujemo tukaj v tej sobi z Enigmo, je dokumentarec izjemno povedan tistim, ki ne vejo tega, ki ne bojo šli brati debelih knjig o Turingu in tako naprej, ampak mu pove pravzaprav to in se mi zdi, da je nek poseben način, da je to morda možnost tudi za druge, da rečem, eksponate nekatere, da se na ta način predstavijo in s tem predstaviš pravzaprav zgodovino, predstaviš tudi vlogo tega parka in na način, da pravzaprav gledalci naslednjič bodo rekli, gremo pa mi tja pogledati. Ja, zdaj, muzej, res smo hvaležni televiziji, da se je takrat odločila, da je prepoznala pomembno zanimivost te enigme in pripravlja ta dokumentarc. Kot muzej se pa res poslužujemo tudi najrazličnejših kanalov. Torej, danes ne moreš pričakovati, da bodo vsi prišli, vse pogledali. Tako da od YouTubea do Facebooka, do vseh teh kanalov, iz naslova predstavljanja dediščine, ozaveščanja ljudi o pomembnosti dediščine. Je pa ta enigma eden od vrhuncev parka vojaške zgodovine, tudi na nek način postavljena tukaj v stavbi komanda na eno častno mesto, s to svojo sila zanimivo zgodbo, ki bi se takrat res lahko končala tudi drugače. To je 2021 smo enigmo dobili v muzej,
k sreči, ne, od Daniela Germeka kot zelo zaveščenega, ki se je odločil to predati muzeju, ki je bila v takem stanju, bila končala tudi v smeteh, ne. In se mi zdi tu pomembno ljudi ozaveščati, kako pomemben je vsak predmet kulturne dediščine. Po drugi strani pa tudi na nek način konkurira temu našemu heavy metalu, ne, ga je poln muzej, ne, tanki, letala in podmornica in tako naprej. Ampak vojna se dobi tukaj, ne. Na tem informacijsko-obveščevalnem, inteligenčnem področju. Ne. Tako da to je eno od pomembnih sporočil Enigme, no, in res smo veseli, osebno sem zelo vesel, da sem imel priložnost, ne, se ukvarjati z njo. Ja, no, zdaj si omenil nekaj, kar se mi zdi pravzaprav priložnost in morda ne bi zahtevala veliko. Čas pa je tak, da vsi pravzaprav govorijo, ja, pa bi to, pa obramba, pa odpornost in tako naprej. Ampak če bi imeli zbirko, kamor bi prišli pravzaprav obiskovalci in bi videli pravzaprav sodobne oblike, ne, vojskovanja in bi pravzaprav potem povezali, ne, Bletchley Park, ne, Alana Turinga, računalnike in pravzaprav umetno inteligenco, imaš potem pravzaprav cel lok in ga lahko na enem mestu ljudem pokažeš, morda bi pa razumeli drugače svet, v katerem smo. Ja, brez dvoma je izziv na tem, ne, in mogoče pa enkrat uspemo, seveda za razstavo je potreben prostor, potrebna so sredstva, ne. Zdaj pa teh najsodobnejših stvarih so včasih še pod vojaška skrivnost, ne, niso še za predstavljati široki javnosti, ne, ampak izziv tega, ne, tega tehnološkega napredka, ne, ki ga recimo tudi tukaj v Enigmi vidimo, ne, ta izjemni skok, ki je bil takrat narejen na področju računalništva, informacijskih tehnologij, ne, je brez dvoma velik izziv. Ja, digitalni svet se pravzaprav skril v analognem. Ja. In mene ves čas pravzaprav nekako mika to, da narediš neko povezavo, ne, med tem in da vidiš pravzaprav, kako gre. Ampak prej smo še rekli eno stvar, si rekel eno stvar, ki se mi zdi zelo pomembna. Se pravi, ne govorimo o vojni, govorimo seveda o orožju, govorimo o obrambi, ampak govorimo seveda o miru. Govorimo o tem pravzaprav, kako zagotoviti mir, kako mir obraniti, kako ga vzpostaviti. In seveda je to, bi se rekel, zelo miroljuben park, ne, vojaške zgodovine. In je to zanimivo, kako si prej pravzaprav povedal, kako ga obiskovalke potem vidijo, ko odidejo z njega. Ja, za vsem tem železjem se pač skrivajo življenjske zgodbe, ne. Fantov, mošk so, ne, bili prisiljeni, ne, tako ali drugače, ne, nekateri prostovoljno, nekateri prisiljeni službovati na temu, in njihove usode, ne. In skozi to pravimo opozarjati, ne, tudi na to, kaj vojna prinese, ne, na grozote vojne, in to je neke vrste spodbuda, ne, k mirovnim prizadevanjem, po najboljših močeh. Ja, paradoks človeške družbe je, da mir branimo z vojsko. Ja. Ampak od tega paradoksa se ne bomo znobili, jaz mislim. Verjetno res. Se bojim, no. Mogoče sem kaj spustil, kar bi hotel posebej dodati. Ne vem, no, vesel sem tudi tega podcasta, ne, teh pogovorov, da na nek način z nekim širšim pogledom lahko osvetljujemo tudi ne nazadnje to dediščino, ne, vojaško, zgodovinsko v tem prostoru. Jaz se zahvaljujem pravzaprav obema, da ste mi dala priložnost Parku vojaške zgodovine in Evroatlantskemu svetu Slovenije. Ko sem prišel s to idejo, ne, se spominjava, kako je bilo, ampak jaz mislim, da pravzaprav vsaka taka pionirsko dejanje si želim, da bi imelo kako nadaljevanje, ni nujno, da z menoj, s teboj in tako dalje, ampak se mi zdi, da morda bi pa koga spodbudilo, ne, da bi na nek način se začel s tem bolj, se pravi, z vojaško zgodovino tega teritorija. Spet rečem to, ko rečem kolegom, ki je v tujini, ne, mi imamo Postojnska vrata. Vi veste, kaj so Postojnska vrata? Rečejo, kakšna vrata?
Rečem, to je nekaj, kar je predstavljalo in bo verjetno predstavljalo tudi naprej, ne, če govorijo o vojaški mobilnosti, ker bo predstavljalo seveda pomemben podvig vsem logistom. Aha, rečejo tako, se rekel, pa še nekaj, mi imamo veter. Kakšen veter? Rečem, burjo. In zakaj pa ta pomembna? Zaradi tega, ker je tako, na osnovi tega je v bitki je potem razpadlo Rimsko cesarstvo na 2 dela, ker je burja vlekla. Ne vem, če je to res, ampak anekdota je zanimiva. Prav, jaz se pravim zahvaljujem, ne, da lahko sodelujemo. Jaz računam, da bomo še sodelovali, ker sem bil presenečen, so mi rekli, ja, pa se zdaj ni več. Sem rekel, ne, se zdaj bo spet v jeseni. Seveda zahvaljujem se poslušalkam in poslušalcem, tistim, ki nas spremljajo, in bomo nadaljevali, dokler bo šlo. Hvala lepa, Janka. Hvala lepa tebi, hvala lepa poslušalcem.